Dober večer. Se opravičujem zaradi zamude, ampak zaradi tehnologije in snemanja smo rabili par minut več. Iskreno pozdravljeni na današnji večer sredi Šmarnic v župniji Šturje, rodni župniji našega Filipa Teršelja. Predstavili bomo knjigo, ki je izšla pred dnevi, o Srečni dom nad zvezdami, avtorja Ivana Sivca, ki je tu z nami. Moje ime je Tino Mamić, sem urednik Domovine. Posebni današnji gost pa je vsem poznani tukaj Ivan Albreht. Torej imamo dva Ivana, ki sta napisala vsak svojo knjigo o Filipu Teršelju in zato bosta tudi vsak svoje povedala o Filipu Teršelju. Tudi ta knjiga zadnja, ki jo beremo pri Šmarnicah, je nastala ravno iz sodelovanja naših dveh Ivanov. Najprej naj spregovorim malce o našem gostu, o Ivanu Sivcu. Slovenski pisatelj Ivan Sivec je namreč najplodovitejši in že 2 desetletji eden najbolj branih slovenskih avtorjev. Napisal je 176 knjig, oziroma od včeraj 177. Rojen je bil v Mostah pri Komendi, od leta 1972 pa živi in ustvarja v Mengšu. Po izobrazbi je diplomiran slovenist, na oddelku ljubljanske filozofske fakultete za etnografijo in antropologijo pa si je pridobil tudi naziv magister etnoloških znanosti. Med drugim je napisal 25 zgodovinskih romanov in 26 biografskih del. Med zgodovinskimi romani gotovo poznate tudi zgodovinske romane, ki se dogajajo na Vipavskem in ki opisujejo našo slavno burjo, ki je odločila oziroma obrnila tudi tek zgodovine. Ivan Sivec je napisal tudi veliko mladinskih del in slikanic za otroke. 4 Sivčeva mladinska dela so našla tudi pot na velika platna in male zaslone. Pozabljeni zaklad, Ulomilci delajo poleti, Zakleta bajta in Princ na belem konju. Zaposlen je bil dolga leta na Radiu Ljubljana oziroma Radiu Slovenija, najdlje kot novinar in urednik dokumentarno-feltonskega uredništva. Pripravil je več kot 1100 radijskih reportaž. Ustvaril je tudi več kot 3000 besedil za popularno glasbo ter napisal več monografij o znanih slovenskih glasbenikih. Težko bomo našli narodno-zabavni ansambel, ki nima nobene Sivčeve pesmi v svojem repertoarju. Za svoje delo je prejel več nagrad, med katerimi je najbolj vidno državno odlikovanje Red za zasluge za slovenski narod. V obrazložitvi piše, da ga je prejel za izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest. In ravno zaradi te narodne zavesti, ki veje iz vseh Sivčevih knjig, smo se pri založbi Iskreni dogovorili in Sivca povabili, da napiše Šmarnice. Zakaj Šmarnice? Zato, ker to je osebna zgodba. Doma imamo Šmarnice in imamo velike težave pri izbiranju dobrega gradiva. Takega, ki bi bilo za otroke zanimivo čtivo. In zato smo sedaj pograbili priložnost in rekli, hočemo narediti Šmarnice, ki bodo take Šmarnice kot tiste, ki jih poznamo iz naše mladosti. Se spominjam tukaj v Šturjah, recimo Šmarnic Dom Boska, o Dom Bosku ali pa o Fatimskih pastirčkih. To so bile Šmarnice, kjer je bila zgodba napeta, kjer smo jo pričakovali vsak dan novo epizodo, novo črtico. In to so bili naši cilji pri izdaji oziroma pri nastanku te knjige. Gospod Ivan Sivec je to knjigo napisal zelo na hitro, precej prej, kot je mislil. In naj nam najprej pove, zakaj se je to tako hitro zgodilo. Ja, hvala. Najprej, spoštovane gospe in gospodje, dober dan oziroma dober večer tudi v mojem imenu. Zelo me veseli, da se vas je toliko zbralo. Res vidim, da spoštujete Teršelja, spoštujete ta vaš pozitivni lik, ki vas pravzaprav vsak dan tukaj tudi na trgu pozdravlja, pa tudi gospoda profesorja Ivana,
ki je napisal, kot veste, zelo obsežno in zelo temeljito monografijo. Tako da nekako danes pa nocoj združujemo to vse skupaj, to energijo takšno in drugačno. Gospod urednik Domovine, Tino je rekel, da pišem zelo hitro. Nič hitreje, kot pisalni stroj oziroma računalnik prenese. Stvar je v tem, on se je malo pošalil, stvar je v tem, da imam, kot veste, ker sem napisal pač 177 knjig, en razpored za 2-3 leta že naprej, tudi določene pogodbe in se tega držim. Ena od teh stvari je, da nikdar v življenju ne zatajim in nikdar ne zamudim, to me je že oče naučil doma, pa tudi posod besedo držim. Doslej, čeprav bom kmalu 74 let star, se to še ni zgodilo, da bi to prelomil. In ko sem se znašel v mojem kabinetu, gospod Tino in pa direktor založbe Iskreni, sta rekla, da bi to rada že kar za letošnji maj. Se ko nemogoče je, ker pravzaprav preprosto se ne da čez noč nekaj tako na hitro napisati, ker se treba pač poljubiti, tako kot vsako drugo delo, veliko močneje, kot pa bi rekel tako, da bi spotoma to napisal. Poleg tega pa še bi bil strahovladil gospod profesor Ivan, ki je napisal odlično monografijo in zdaj napisati nekaj malo drugače, pa vendarle močno sloneče na tej vsebini, je pravzaprav zelo zahtevna naloga, zelo odgovorna naloga. Tega gospoda, urednik pa direktor sta me pregovarjala in se rekel čez 2 leti. Obljubil sem, da čez 2 leti. Nekar sem doma začel prebirati, ko sta ona dva odšla, sem začel prebirati Trčeljeve pesmi, Trčeljevo prozo, nekako se seznanjevati z njegovo življenjsko potjo in sem videl, da je odličen pesnik, odličen avtor besedil in tudi sicer zelo pozitivna osebnost. No in potem smo seveda en dopust malo skrajšali, žena pravi, da sem premalo na dopustu, ampak mene bolj vleče v pisanje, za mene je pisanje dopust. Mi je to največje veselje in sem se potem seveda kar takoj poglobil in presenetil vse te ljudi na založbi, čez nekaj mesecev sem prinesel to stvar že narejeno. Vmes pa seveda obiskal tudi te kraje, tudi vaše kraje. Profesor Albrecht mi je bil tako prijazen, da me je odprtih rok sprejel. Moram povedati, da sem zelo strahom pozvonil na njegov zvonec, pričakoval sem, da bo ljubosumen na svoje znanje, nasprotno, takoj pri uradih mi je že povedal, da je prebral nekaj mojih knjig, kar pomeni, takoj so bila skupaj. Potem pa skupaj z mojo ženo in z profesorjem smo obiskali te kraje, jaz sem vse skupaj poslikal in ves čas mi je tudi veselo pripovedoval, tako da sem te vaše kraje malo bolj spoznal. Čeprav prej kot novinar sem jaz prehodil tako rekoč vso Slovenijo po dolgem počez, obiskal enih 5000 ljudi in jaz vedno pravim tako. Jaz bom šel danes drugačen domov in vi boste že tudi drugačni domov. Vi boste vedeli, kakšen sem jaz bom povedal, kakšno zanimanje tukaj za knjigo in kako vi to sprejemate. Seveda sem obiskal potem tudi Davčo, Sorico in vse druge kraje, poleg Albrechtove odlične knjige prebral, še karkoli drugega je bilo dostopno. Predvsem pa res me je potegnila ta literarna plat Trčelja in pa ta pozitivni lik, ki je še danes zelo zgovorno nam govori, lep zgled in je v bistvu človek, ki je prehodil zelo naporno pot, hkrati bil na koncu, kot veste, zločinsko umorjen, ampak se mi zdi, tako kot je dal urednik Leon, ki tukaj tudi med nami sedi, naslov. Jaz sem mu prej malo bolj tehnični naslov, on pa je dal Osrečni dom nad zvezdami. Imam občutek, da Trčelj nekako je pričakoval to smrt, ker vsi režimi, vsi trije zločinski režimi so ga v bistvu ves čas maltretirali, tako in drugače. In na koncu je nekako bila logična pot, da bo prišla tudi smrt, slej ko prej, vendar je naredil veliko za slovenski narod na tej strani, na Primorski, tudi na Ljubljanski in tudi tam gor v Davči in v Sorici na koncu. Tako da je v bistvu res tak pozitiven lik, pa tudi imam občutek, da je v resnici srečen nad zvezdami. Posebno sem pa še počaščen, da tukaj imamo to predstavitev v Marijinem domu, ki je pravzaprav Trčelj tudi gradil ta dom. Mogoče tista opeko je prav on položil tam noter. Hvala za enkrat. Ja, jaz bi skoro predlagal, da bi prebrali en delček, eno črtico, prav črtico, ki opisuje gradnjo tega Marijinega doma, tako da bomo videli, kje smo, ker ponavadi samo hodimo mimo
in si dejansko ne predstavljamo, kako je s tem. Črtico bo prebral Leon Jagodic, urednik oziroma direktor založbe Iskreni. Svoboda je največkrat zlorabljen pojem v človeški zgodovini. Nanjo se vedno najbolj sklicujejo tisti, ki je drugim ne omogočajo. Svoboda je tudi zelo vprašljiv pojem. Kadar namreč o svobodi nekoga odloča nekdo drug, v resnici to sploh ni svoboda, temveč točno določen način bivanja, ki je v bistvu nesvoboden. Na ta način je svobodo občutil tudi Filip, ko je iz izgnanstva na jugu Italije se je vrnil domov. Dejansko ni bil več omejen na tuj kraj, toda doma ni dobil nobene zaposlitve, duhovniške službe pa tudi ni smel opravljati. O njem so začele krožiti celo govorice, da je bil izpuščen zato, ker je ovadil druge duhovnike. Italijanski fašistični stroj je torej deloval brezhibno. Po eni strani je z izpustitvijo hotel pokazati svojo širokogrudnost, po drugi pa je človeka takoj označil in ga po možnosti poskušal za zmeraj odstraniti iz javnega življenja. V tistih mesecih, ko je bil Filip znova doma, v breme očetu in mačehi, pa se je vendarle zgodil mali čudež. Filip je bil prepričan, da je šlo za čudež Device Marije. V Šturjah je tedaj služboval župnik Srečko Gregorc, prav tako zelo ponosen, pošten in iznajdljiv duhovnik. Seveda je Filipa takoj odprtih rok sprejel. Takoj pa ga je tudi zaposlil. Sicer ne za oltarno mizo, temveč pri mešanju malte. Začel je namreč graditi za tiste čase zelo velik Marijin dom in ker je bil dom še v gradnji, mu fašistične oblasti niso mogle nasprotovati. Sama gradnja pa je lepo združila vse župljane. Zato je Marijin dom kar rasel in rasel. Župnik Gregorc je Filipu ob tem večkrat dejal: vidiš, dragi prijatelj, vsaka palica ima dva konca. Če ne bi bil izpuščen iz izgnanstva in če ti oblasti ne bi prepovedale opravljati duhovniškega poslanstva med ljudmi, nam ne bi mogel pomagati mešati malte. Filip je bil vajen vsakega dela, zato se mu gradnja Marijinega doma ni zdela nobeno ponižanje. Celo nasprotno. Ob trenutku oddiha je dobremu šturskemu župniku dejal: po moje gre za Marijin čudež. Za oblastnike smo drugorazredni državljani, toda Bog in Marija nas nista zapustila. Na svoji zemlji nimamo svojega kraljestva, imamo pa Božje kraljestvo. Ker vidim, da od zadaj par ljudi še stoji, tukaj spredaj so še prosti stoli, šest jih je praznih, tako da samevajo tukaj in jim je dolg čas jih zebe, tako da je bilo fajn, če prijete sem, da ne stojite tam od zadaj, no, tako da lepo povabljeni. Zdaj, če se vrnemo k naši temi, k naši knjigi, ta knjiga je nastajala tudi s pomočjo Ivana Albrehta, ki je napisal precej bolj zajetno knjigo na to temo in vsi smo bili malce tako na trnih, ko smo čakali, kakšen bo odziv z njegove strani, ko bo prebral knjigo. In potem je pa rekel, da je prebral takoj, ko jo je prvič prebral, da je takoj začel še enkrat brati. In zdaj, profesor Albrehta, tisti, ki ga malo bolj pozna, ve, da ni nek blag kritik, ne, ki bi kar tako da bi dobrovoljno kar delil pohvale, ampak je nasprotno, njegova kritika je zelo tehtna in se ne pusti vsakemu. Tako da je, če dobiš pohvalo z njegove strani, res nekaj pomeni. Tako da, gospod Ivan Albreht, kakšen je bil vaš vtis od te knjige? Ja, že takrat v tistim mojem življenjepisu sem na koncu zapisal, da upam, da se bo kdo drugi lotil z nekega drugačnega vidika. Pa mislil sem, da se bo to dogodilo po moji smrti, ampak
se je drugi Ivan zelo zgodaj zbudil in je potem napisal to knjigo. In tako sem bil res iskreno vesel. Ker moja knjiga so podatki v glavnem noter, nisem. Tukaj pa je dejansko na ta moj skelet je pa dal pisatelj še drugi Ivan, kontra Ivan, je dal pa še mišice, ožilje in podobno, se pravi, je zaživel tukaj. In zato sem z tega vidika užival v tej knjigi, da sem pač z drugega vidika tudi še Terčelja nekako doživljal. Gospod Sivec, zanima me pri Filipu Terčelju, je od njegove smrti je minilo že precej let, torej umrl je 6. januarja 1946. Kaj nam govori danes njegov lik? Kaj si lahko danes z njim pomagamo? Če recimo, da je tisto, kar je Leon prej prebral, recimo, da je tisto bilo malo politično, ampak recimo, če pogledamo prav lik Filipa Terčelja za danes in za jutri. Ja, jaz mislim, da taki ljudje, taki veliki ljudje, kot je bil Filip Terčelj, govorijo vedno, ne samo v tistem času, ampak tudi v današnjem in verjetno tudi v prihodnjem. Kot vemo, se odnosi med ljudmi pravzaprav ne spreminjajo veliko, spreminjajo se samo zunanje okoliščine. Zdi se mi pa, da tudi nekako zdaj v tem času živimo zelo podobno življenje, sicer nekoliko drugače pobarvano, pa vendarle. Mene je najprej pritegnil ta njegov lik kot vzgojitelj. On je bil še zelo mlad, ampak ko je na prvem službenem mestu kot kaplan, tako je znal povezati vse v mladino, hodil celo od podružnice do podružnice oziroma se premikal s konjem, tako je znal organizirati razne krožke, družbe in tako naprej. In mladina ga je tako izljubila. Ker pomeni, ni mladina tavala brez pastirja naokrog, ampak je znal privabiti jo pod svoje okrilje, ampak brez kakšnekoli prisile. Predtem je on namreč v Nemčiji študiral prav to vzgojo mladih ljudi in ravno tukaj se je zelo pokazalo, kako potrebno je pa takrat v tistem času ta vzgoja. In danes v bistvu doživljamo zelo podobno stvar. Vemo, kaj se je recimo zgodilo v Beogradu, vemo, kaj se dogaja tudi pri nas in vemo tudi nasploh, kakšni časi so. Danes so bolj elektronski časi, vendar ti elektronski časi ne prinašajo spet kaj posebno novega. Tehnologija je ena stvar, te človeški odnosi so pa druga stvar. Je pa tista toplina med ljudmi, ki mora povezovati ljudi, je zelo, zelo pomembna. In če to še pod okriljem cerkve, kjer so pa pravzaprav te stare krščanske vrednote, večne vrednote, stare 1000 let, je pa verjetno še pomembnejše zato, ker to so vrednote, ki so nas ohranile. Vemo, da je prvi zapis so pravzaprav slovenske besede, brežinski spomeniki in to so verski obrazci. In ves čas naprej, vsa ta tisočletna zgodovina Slovencev je naslonjena na to. Filip je seveda velik poznavalec tudi zgodovine in je vedel, kako pristopiti in to, prav ta vzgojiteljski moment je bil meni pri njemu izredno všeč. Drugo je potem, ko je Primorska, ko je ta del vašega ozemlja spadalo pod Italijo, pod fašizem, ko so začeli fašisti delati veliki pritisk na to ozemlje, so bili pravzaprav duhovniki edini, ki so ga ohranili oziroma ki so ohranili slovensko besedo. On se je zavedal, da knjiga, pesem, druženje, kolikor je bilo še sploh mogoče, ohranja tisto prvobitno stvar, ohranja materno besedo, ohranja jezik, ohranja našo pesem. In on je takrat začel kot član zbora duhovnikov, je začel izdajati zbornik, poleg tega pa tudi Mohorjeve knjige. Kot veste, se je del Mohorjeve družbe preselilo v Gorico oziroma se je na novo ustanovila Goriška Mohorjeva družba. Mohorjeva družba, kot veste, je najstarejša slovenska založba, ki je delovala najprej iz Celovca, potem iz Celja, zdaj tudi v Celju ima sedež. Tukaj na Primorskem pa preprosto več ni bilo slovenske knjige in on je vedel, da je treba imeti knjigo, to je
pravzaprav velika vrednota, ki nikdar ne propade, gre lahko iz roda v rod in je začel izdajati, oziroma je bil soustanovitelj Goriške mohorjeve družbe, pa potem na veliko začel izdajati te pesmarice. Mene je zelo presenetilo, da so nekatere pesmi, ki jih prepevamo še danes v cerkvi, ali pa tudi sicer, izpod njegovega presa. Sam, kot veste, pišem taka, bi rekel, besedila za vsakdanjo rabo. Napisal sem tudi sonetni venec, to Tino še nisem menil. Sonetni venec za Krosihovo v imenu ljubezni, po Prešernovem vzoru, natančno tako, kot je Prešernov, po obliki petorstopni nadštevilni jamb, 2 kvarteti, 2 tercini, akrostih, magistrali, vse tako, kot mora biti. Ampak takrat, če le vidiš, ko narediš nekaj podobnega, kot je recimo naredil Prešeren, kje si, koliko si velik, in takrat vidiš, da si pravzaprav majhen. No, pri Terčelju me je pa ravno to presenetilo, da te pesmi niso na prvo žogo, ni samo eno, bi rekel, opevanje, ampak eno globje razmišljanje. Vsako pesem, ki se da, ki jo prepevamo, se da tudi prebrati in ob njej razmisliti z veliko globjim pomenom. In te pesmi so me, moram reči, zelo, zelo pritegnile. Tudi ena od prvih pesmi je Vipavska, tudi v knjigi je natisnjena, pravzaprav opeva te vaše prelepe kraje. Mi se premalo zavedamo, da živimo v prečudoviti deželi, prečudoviti, zdaj celo samostojni domovini, in da je veliko teh pesnikov, ki so znali nekako izraziti to precej globje, in Terčelj je bil zagotovo eden izmed tistih. V prozi bi pa lahko rekel, verjetno se strinjate z mano, da neke vrste bi rekel primorski Cankar. S tem, da Cankar je videl svet bolj črno, on je pa videl vendarle svet z nekim izhodom, čeprav je tudi te temne plati življenja kar na veliko opisoval. Potem pa seveda vsa njegova ta duhovniška pot, ves čas je upravljal to z velikim, bi rekel, žarom, njegovo poslanstvo je bilo močno, tudi pozneje, ko je prebegnil v Jugoslavijo, iz Italije v Jugoslavijo, ko je bil profesor v Ljubljani na gimnaziji, je na veliko predaval in ves čas tudi to narodno spodbujal ljudi, da naj se zavedajo, kje so. Žal je pa v vseh treh režimih naletel na odpor, oziroma so ga imeli na črni piki, bil je zaprt tako pod fašizmom, tako pod nacizmom, kot na koncu seveda pod komunizmom. Meni se zdi zelo simboličen tudi današnji datum, 17. Vemo, kakšen datum je in vemo, kaj se je včeraj na nočnici seji zgodilo. Terčelj bil pa ravno tisti, ki se je boril proti taki stvari in v bistvu na koncu sicer življenje končal, vendar pa vse svoje delo je posvetil nam in to njegovo bogatstvo je še zmeraj ostalo tukaj in bo še dolgo, dolgo časa živelo in nam tudi lahko en lep zgled za naprej. Filip Terčelj je bil nedvomno velik upornik in izkoristil bom priložnost in bom profesora Albrehta vprašal kot sociologa tudi in psihologa glede tega uporništva. Torej, Terčelj je bil upornik, uporniki so bili vsi Primorci v času fašizma. Če pa danes pogledamo recimo na Vipavsko dolino, imamo spet recimo 4 take zelo znane upornike z Vipavske. Imamo doktorja Štrancarja, doktorja Brecla, torej Erika Brecla, našega rojaka tukaj. Imamo Boscarola in Možino recimo. To so 4 iz ene občine, recimo tiste bivše, in če si predstavljamo, da je 60 takih občin, da bi vsaka od teh 60 občin imela 4 take ljudi, kaj bi se s Slovenijo zgodilo? Torej, je Vipavska dolina res nekaj posebnega glede teh upornikov ali pa uporniških likov? Zakaj se to dogaja? Ja, eden od razlogov je zelo, bi rekel, nam domač in o tem je tudi marsikje mimogrede zapisal Terčelj burja. Torej, dejansko. Tukaj dejansko to vpliva že otrok, ko gre kadar je burja, mora drugače hoditi, se mora upirati, včasih mora se ustaviti po hrbet pokazati, da te ne vrže in podobno. Ne? To je čisto naravni vzrok. Narava zelo vpliva bi rekel, na človekovo psiho. Zdaj govorim kot psiholog, ne kot sociolog. To je en vidik.
Drugi vidik je pa tudi zgodovina. Ne? Tukaj na Primorskem Gorenjci imajo čisto drugačno situacijo. Ko je Avstro-Ogrska propadla, tam so na nek način vsaj na neke vrste demokraciji živeli v stari Jugoslaviji. So bile neke gibanja, pa so celo neke stranke, pa ki jih je včasih potem Beograd ukinil, pa so se spet ustanovili in to. Tukaj pa po Avstro-Ogrski sploh ni bilo nobenega predaha, da bi sploh lahko kdaj dejansko stranko ustanovili. So pa potem, bi rekel, uporniki bili pa pač na bolj individualni ravni. Ne? Te dva razloga mi zdaj prihajata na pamet. Ne? Gospod Sivec, ta knjiga osebno me je presenetila zaradi zaključka, ker sicer smo pričakovali pač na koncu Filip Terčelj mučeniška smrt, umre, ampak takega optimizma, kot veje iz te knjige, ga sam nisem zasledil drugod. Zanima me, zakaj, kako je prišlo do tega, ker to je neka novost. Ponavadi svetniške življenjepise pišemo tako, da je na koncu pač nekaj žalostnega, ker pač svetnik umre. Tu je pa nek optimizem. Ja, jaz lahko rečem to, da v bistvu tak lik, kot je Terčeljev, je pozitiven zato, ker je v tisto verjel. On ni mučenik, ni mučenec zaradi tega, da bi bil mučenec, pa da bi nekako pričakoval na koncu eno nagrado za to, ampak to je njegovo življenje, to je način življenja bil. In zato je tudi, kot sem že prej rekel, smrt bila pričakovana preko slej, čeprav ne tako hitra, ampak tudi mnogi drugi liki, recimo tudi s Čekom se je zgodilo nekaj podobnega, s tem, da je umrl na operaciji. Mislim, da tista operacija ni bila slučajna, ni slučajno, da ni uspela. Sve Terčelja so pa v bistvu prišli likvidirati. Mene je zelo presenetilo to, ko sem bil v Sorici oziroma v Davči, tam gor, kjer je on šel leta 1945 za Božič, to se pravi že v svobodi, v narekovaji, kot rečemo temu, v veliki svobodi, pomagati domačemu župniku opraviti ta opravila okrog Božiča. Bilo je tudi kar precej snaga in tako naprej. In 6. januarja, to se pravi nekaj dni po Božiču, tretji Božič pravimo, Svetim trem kraljem je v bistvu, so prišli po njega, ga odvlekli s pretvezo, da bo verjetno lahko pobegnil v Italijo ali kam še, ampak v bistvu so ga prišli likvidirati, pa tudi domačega župnika Krašno isto. Ampak, kot sem prej rekel, nekako pričakovano je to bilo, doslej, ko prej se bo to zgodilo, ker ko sem ta njegov lik po knjigi gospoda Ivana tukaj, pa tudi sicer okrog to premišljeval, sem videl, se pravzaprav ni ene slabe lastnosti ni pri njem, ni ne trohice takega, da bi lahko slabega naredil. Tudi kjerkoli drugod sem karkoli prebral o njemu, tudi bi rekel celo, kdo iz nasprotnega tabora ni imel kaj slabega napisati. In tak človek, še predober, je moteč za družbo, ki ni ravno preveč zdrava. Poleg tega je zanimivo to, kako so našli, kje so ga ustrelili oziroma kje je njegova se pot končala, je že čisto napol detektivska stvar. Duhovniki, kot veste, imajo s sabo brevir, na dan 3-5 prebirajo brevir in on je tudi takrat, ko so ga odgnali na to zadnjo pot, je imel s sabo brevir. Ko so ga ustrelili in na hitro v bistvu to grob v bistvu pokrili tako, da se ne bi vedel, kaj se je to zgodilo. Ampak čez čas, še kar precej časa je vmes minilo, so odkrili, ko so domačini grbili listje, brevir. In jaz sem dal, mislim, da je predzadnjo poglavje te zgodbic, naslov Brevir spregovori, ker pomeni spet knjiga, spet isto poslanstvo, ki je on v življenju dajal v obliki besede, ali govorjene, ali napisane. In ta brevir v bistvu se je sam pokazal in na ta način v bistvu tudi pokazal, kje on v nekem smislu živi. Živi pa zato, ker je bil pozitiven lik in ker je pravzaprav veliko tega dobrega dal sem nam in da še danes lahko govori tako z eno besedo, kot recimo s pesmijo ali s prozo, ali pa predvsem s svojim človeškim likom.
Zato jaz njegov smrt nisem doživel tako, da bi zdaj on rad bil mučenik, pa ne vem kaj, zelo gor vzet, čeprav kot vemo je kandidat za to, da bi bila ta njegova pot pozlačena, da tako rečem, ampak on niti tega ne bi pričakoval, ne prej, verjetno tudi v gor v nebesih ne. Za njega je bilo glavno, da je deloval za narod in da je narodu dal vse svoje tisto najboljše. Zato sama smrt je v bistvu samo neke vrste zaključek ene poti, prehod v drugo pot in on je tudi tako, mislim, dobro razumel. In zelo sem vesel, da je gospod urednik Leon dal ta naslov, o srečni dom nad zvezdami. Dom je tukaj, Marijin dom je dom tudi tam zgoraj, več domov imamo, to drugi pripovedujejo več o tem, ampak hočem povedati samo to skozi Terčeljeve oči, kako sem to nekako sprejel. Sploh pa v bistvu mene moti, če potem pretirano objokujemo človeka, ko je odšel. Bolj je pomembno, kaj je dal, kakšen odnos smo imeli prej do njega in kakšen odnos so imeli drugi do njega. On je pa v bistvu živel v nekem smislu srečno. Srečno, da je lahko ljudem dejal vse tisto, kar je imel v sebi najboljše. V tem smislu sem doživel to njegovo smrt tudi. V župniji Štorije se je spomin na Filipa Terčelja začel obujati istočasno s slovensko pomladjo. Najprej s spominsko ploščo, potem pa tudi s kipom in to znamenito zgodbo in tem šturskim in hajdovskim in vipavskim uporom proti takratnemu županu, ki ni hotel, da se postavi ta kip Filipa Terčelja tu sredi Šturi. Imamo tukaj tudi junake tega, ki so pripomogli, da smo vendarle dobili ta kip. Potem je prišlo tudi do pobude vipavskih duhovnikov, ki so pisali škofu, naj se začne beatifikacijski postopek. Zdaj pa me zanima, kje smo obstali, ker to zadnjih 10 let praktično se ni zgodilo praktično nič, razen vaše knjige, gospod Albreht. Ja, zato sem tudi knjigo napisal. Škof Juri, to je moj sošolc, se drugače zelo dobro razumeva, ampak on sploh se ne zaveda, kakšen simbolni lik moč imajo svetniki in prav s svojim življenjem, s svojim delom. On tako živi v teh svetopisemskih oblakih, tako da svetniki mu nič ne pomenijo. In to sem mu tudi povedal, no, ampak jaz bom ostal na svojem, on bo na svojem, se nič zaradi tega ne kregava. To je eden ključnih razlogov. Je pa takrat tisti odbor za Terčeljevo beatifikacijo, ki je bil ustanovljen, pa tudi ni se najprej pravno posvetoval, ne. So takoj se začeli tukaj na Primorskem akcijo, pa so začeli zbirati, hvala Bogu, da so začeli zbirati podatke in tudi začeli pisati o njem v naših časopisih, pa deloma tudi v Gorici. Ampak potem se je pa ljubljanska škofija prebudila in rekla, kaj se vi vtikate, Terčelj je naš. In dejansko je bil, on se je rodil v ljubljanski škofiji, takrat ni bila še nič škofija. Potem je bil tam posvečen in je tam tudi deloval in je umrl. Dejansko je popolnoma vse v Ljubljani, kar se tega tiče, dogodilo. Tako da tukaj je potem nastal tam mini spor, to je potem nekako potonilo med škofijama, zato ker tukaj, ko začneš pripravljati postopek za beatifikacijo, moraš imeti tudi zelo dobrega pravnika, ki se spozna na te zadeve, kako najprej doma vse izpeljati, ker če je kakršnakoli napaka v tem postopku, ko pride v Rim, tudi se najprej pravniki spravijo na tiste tekste in če je karkoli bilo pomanjkljivo, dobijo takoj nazaj. Tako vem, ko so v Trstu zbrali za eno skrinjo, za tega Ukmarja, ja, in so poslali tja, so hmalo dobili vse nazaj, da so morali stvari dopolniti, ker so točno so postopki natančni, procedura, ne. Pri upravu je močna procedura in tukaj smo se zahakljali, ne. No,
Potem je pa takoj ljubljanska škofija, Primorska je prosila za to, da ali oni prevzamejo ali pa naj pooblastijo, in potem so uradno pooblastili našo škofijo, da lahko vodi ta postopek. Tam se je pa ustavilo, ne pa pri škofu. Zdaj moraš moliti, da bi kakšnega škofa, ki bo malo bolj cenil svetništvo, dobimo zdaj. Itak že 2 leti čakamo na novega škofa. Ne? Ma to bi povedal tudi, če bi jo tukaj. S mojimi 2 sošolca so si zelo odprta, ne? In se niso skregane. To pomeni, da beatifikacijski postopek, ki je potekal, kot je škof rekel in kot je uradno veljalo in ki ga je vodil dr. Primož Krežič, to torej nima nobene pravne veljave. To je torej bilo samo besede. Ja, gradiva je bilo marsikaj takrat zbranega, samo Kretič je veliki, mislim, strašno zna amatersko delati, kjer je pa procedura, tam pa zmanjka, kjerkoli, ne samo na tem področju. Ne. Tako da tukaj je pa res, da to pa košta. Ne. Je treba te pravnike in vse te stvari in tiste, ki se res na to sposobni, je treba kar precej tudi financ vložiti, ker ne moreš pričakovati od nekoga, da 1 leto, 2 stvari raziskuje in ureja in da ni plačen. Ne? Razen, če je že krepko v pokoju, si lahko to privošči. Ne? Zdaj bi odprli tudi debato, oziroma prosimo tudi publiko, da se oglasi, oziroma da postavite vprašanja tudi iz publike. Torej, tisti, ki bi kaj vprašal naša 2 gosta, naj dvigne roko, da dobi mikrofon, ker moramo z mikrofonom delati, ker vse skupaj snemamo in bomo predvajali na YouTubeu, tako da bo to ostalo tudi za anale, tako da prosim, da postavljate vprašanja v mikrofon. Torej, kdo je prvi? Ne dvigne roko? Ne. Kakšno vprašanje? Jaz nekaj povedal. Jaz bi roko dvignil. Rad bi povedal samo še nekaj tukaj v zvezi s knjigo. Na koncu je dodatek. Veliko teh dokumentov, ki jih je profesor Albrecht v bistvu objavil v svoji knjigi, mi je prepustil, ostalo pa sem dodal sam, prepotoval te kraje in potem tudi vse to poslikal, tako da je lep tak, bi rekel, barvni, pa krati dokumentarni dodatek te knjige. To je ena posebna vrednost, bi rekel, lahko knjige. Ker mene tudi pri drugih zgodovinskih knjigah, tisti, ki berete moje knjige, veste, da je vedno knjiga najprej roman, potem je dobra spremna beseda, v tem primeru seveda je profesor Albrecht to napisal, potem v bistvu čtivo oziroma odkot so viri črpani, na koncu pa vedno tudi tak dokumentarni dodatek v fotografijah, ker me vedno sprašujejo ljudje, a se to res zgodilo, kje pa to je, kako to je in tako naprej. Lahko pričakujete, da zdaj ljudje tukaj veliko bolj obiskovali vaše kraje, ker poznam veliko ljudi, res prebere knjigo, potem gre pa pogledati, je to res, oziroma na podlagi slike tudi, pa fotografije, hoče preveriti, kje bo to slikano. Čisto resno je v bistvu ta, bi rekel, dodatek ena dodana vrednost tej knjigi. Pa še nekaj je, pri založbi so se potrudili, da ta knjiga sorazmerno poceni, oziroma zelo poceni. No, sem normalna cena knjige tam 30, 35, 40, to je pa danes samo 15 evrov, tako da je res poceni to. Ampak prvi in glavni cilj je to, da gre čim bolj med ljudi in da ta stvar dobro teče. Kot sem danes obveščen, prva naklada že pošla, že ta druga bo danes, kot vsi pokupil, bo že druga naklada pošla, kot vidim. Ja. Tako da me zelo veseli, knjiga je šla pred mesec dni, je zdaj še mesec dni, ne, pa je že po Sloveniji zelo razširjena. In da ste v bistvu vi, ki živite tukaj v Šturjah, slavni po celi Sloveniji in še dlje. Moram povedati, da te moje knjige gredo ne samo po Sloveniji, pa ne samo za mejstvo, ampak veliko jih pošiljam tudi, kam je v Kanado, v Avstralijo, v Ameriko in tako naprej. Slovenci se vedno bolj zavedamo teh svojih korenin in vedno večje zanimanje je posebno za take zgodovinske knjige, pa za te zgodovinske like. To me zelo veseli. Dejstvo je pa tudi, da mnogi drugi pisatelji tega ne pišejo,
nekateri iz določenih drugih razlogov, nekateri pa tudi zato, ker je treba za tako knjigo vendarle si vzeti več časa. Je treba je prebrati strokovno gradivo, obiskati kraje, se pogovoriti z ljudmi in šele potem lahko nastane, bi rekel, ena zaokrožena podoba. Samo to sem hotel povedati. Zdaj pa kar vi, izvolite. Še nekaj bi povedal v zvezi s Terčeljem. Jaz sem prišel leta 2012 sem in potem, ko sem hodil ob tistem kipu in to sem začel prebirati o njem in sem potem dobil izkušnjavo, da sem začel pisati knjigo in se tej izkušnjavi sem se potem tudi vdal. No, ampak imel sem srečo, da sem se takrat se lotil, takrat je bila še živa pol sestra njegova. Je bila že v domu in sem večkrat obiskoval in sem začel malo Terčelju spraševati, ampak je bila tako od začetka preplašena, da se pravi, to je bilo leta 13-14, se ni upala nič govoriti. Potem počasi, po kakšnem letu, se je pa začela pripovedovati. Torej, tukaj tudi sorodniki so bili, saj tisti najbližji so bili potem po vojni zelo pod hudim pritiskom in so dejansko šele, ko je prišla nova država, so se šele upali kaj spregovoriti. Prej so bili popolnoma, na nek način v strahu skoraj za svoje življenje. Čeprav ni bilo tako nevarno, ampak oplašeni so bili in režim je potem bil že zadovoljen. Niso več nevarni, zdaj se bojijo. Ne? Ampak to me je pretreslo, kako je ta žena, kako šele po dolgem času je potem začela pripovedovati. Ker ona je potem nekaj časa pri njem tudi gospodinjala, ker je bila v Ljubljani in tako, torej je poznala ogromno. Ne? Tako da sem tukaj imel res tudi srečo, da sem se z njo še nekaj pogovarjal. Še vprašanje? Če ne bom jaz nadaljeval z vprašanjem, ampak... Sam nekaj pripomnil. Moja soseda, ki je bila čestnik Marica iz Gorenj, sestra od Silvestra Čestnika, ki je bil tudi misionar na Madagaskarju, mi je pripovedovala, kako je ta gospod Filip Terčelj pripeljal teve bogoslovce k svetemu Antonu in ona je pri Šlehrovih bila kot pomočnica in je nosila jim jest. Tako da je on se udejstvoval tudi tukaj z mladino. Niso pa smeli vedeti, ker je bila Kranjska pa Primorska, ne? Tako da je nekako emigriral čez mejo. Čez mejo pa veliko krat šel. No, to mi je gospa Marica povedala. Še kakšen spomin oziroma še kako vprašanje? Jaz lahko povem en spomin, da sem dobil že 2 grozilni pismi. Ko sem jaz to knjigo objavil, tukaj se je dejansko eden, ki je bil direktor zelo v Iskri, takrat pod komunizmom si moral biti tudi udbovec, če si hotel biti tako visoko. Mi je okrog 40 mailov poslal. No. In tudi zdaj, ko so te šmarnice šle, sem tudi dobil en par mailov takih grozilnih. Dobro, da je skoraj malo uživam v tem. Dejansko je v ozadju, še zmerom ima ostanki udbe, ima še te besedo. Kako se partija zaveda, da kakšno vlogo imajo svetniki v narodu. Takrat, ko je bil Janez Pavel II pri nas, ga je spel tudi pač v svoji vlogi Kučan. In pač 4 ure sta se pogovarjala, to je protokol, da sem šef države, mislim to. In tistih 15 minut je uporabil Kučan za to, da bi prepričal papeža, naj ustavi Grozdetov proces, češ da bo to slovenski narod razdelilo. Se pravi, tistih 15 minut je
uporabil za to, da je skušal preprečiti Grozdeetov proces. Ne? In to je bilo 2003 ali ne vem, kdaj je bil takrat v Sloveniji. Takrat, ko je bil, no. Na današnji dan. Ja. Točno. To je pa Šestindevetdeset. en Kučanov sodelavc, je potem v svojih spominih debelih, jaz rad prebiram partijske knjige, ker namreč nasprotnika moraš dobro poznati. Tako je. Ja. No in je tam v tisti odstavek sem sebi izpisal in sem potem precej razmišljal, da kako se je Kučan zavedal pomenu svetništva. Ne? Ja. Hvala. Jože Kržič, prihajam iz Kopra. Zakaj? V domovini sem videl vabilo, sem rekel, to pa moram prideti. Kaj ti za manj je pričakovati, da bo predstavitev v Kopru, v Rdečem Kopru, malo heca. No. No, najprej bi imel en predlog za gospoda Sivca. Ko ste omenjali Lojzeta Grozdeeta, prihajam iz dolenjskih krajev, prav iz njegovega kraja, ker je bil on tudi na zelo krut način umorjen. In bi predlagal, morda ne bi bilo slabo, da bi gospod Sivec, ki tako lepo piše, napisal knjigo še o njem. O tretjem slovenskem mučencu. Se pravi, gospod Trčelj pokojni, potem Grozde, Lojze z Dolenjske in seveda Balantič. Trije mučeniki, ki si zaslužijo spomin. No, vendar očitno tukaj zelo deluje. Ko sem se odpravljal, sem najprej pogledal Šturje. V vabilu je samo, da bo danes v Šturjah. Sem rekel, to sem pa že slišal nekje, to je neka vasica na Vipavskem, bom že našel. Pa za vsak primer pogledam, kje to je, nekjer nisem našel na karti. Potem sem pogledal na internet, to pa je župnija. Ampak kje je ta župnija, nikjer ni pisalo. Tam nekje blizu Ajdovščine. No, in sem čisto tako zavil po instinktu do cerkve, najvišje, ki sem jo zagledal. Tam parkiram, pisalo je cerkev svetega Janeza Krstnika. Tam sprašujem ljudje, kje so Šturje. Trije ljudje niso vedeli, kje je. Potem mi pa le en gospod rekel, Šturje, pejte z mani, vam bom pokazal, tu na drugi strani Hublja. Ja, ampak kje bo ta predstavitev? To pa pojma nimam. Ne? No, bolj po instinktu grem k drugi cerkvi, ki sem jo zagledal, to je tale. In sprašujem neko gospod, kje bo to? Če morda veste, kje je kakšna dvorana blizu cerkve, v Šturjah. Ja, gospod, gledajte, 5 metrov pa desno, na vogalu. No, skratka, zelo mi je hotelo preprečiti, da bi to sem prišel, vendar mi je zgornji pokazal pot do tega. Bravo. No, malo heca, ja. Fino. Hvala za ta komentar. Mogoče je res čas, da bi Šturci dobili svojo tablo, tudi so jo Sovkanci dobili. Torej, Šturjem se je zgodilo podobno kot s Trčeljem. Tam okrog leta 50 so dejansko večino krajev, ki so posvetniki, ki so jih takrat, in takrat so ukinili Šturje in so potem vse podajdošno spravili. Šturje so sicer najlepše mesto na svetu, ne? Domačin pač. Dobro, je še kakšno vprašanje? Če ne bi se vprašal, gospod Sivec, koliko je fantazije v teh črticah? Koliko je recimo samo zgodovinskih podatkov, koliko je ponavadi pri svetnikih je treba se naslanjati na fantazijo, na domišljijo,
Zdaj tu pri Terčelju pa imam občutek, da ni bilo tega veliko. Ja, seveda ne, ker je sam v bistvu toliko bil aktiven, toliko vsestranski, da v bistvu na podlagi njegove knjige, pa tudi na podlagi še nekaterih drugih podatkov, se je dalo to z lahkoto napisati. Z lahkoto v tem smislu, da že njegov lik pripoveduje te zgodbe. Je pa res, da je napisano na tako bolj mehek način. Res je tako, kot je rekel profesor Ivan, da on ima bolj faktografske podatke, ampak vse zbrano tako rekoč. Jaz pa sem hodil to na mehkejši način pokazati, predvsem zato, da bodo lahko brali to tudi otroci pri Šmarnicah oziroma tudi odrasli, da bo razumel tako rekoč vsak Slovenec, jaz pravim včasih tudi vsaka stara mamica mora to razumeti. Jaz pišem iz slovenskih korenin večino stvari in za Slovence. Še drugih razstajajo po kakšnih zahodnih zgledih in ne vem kaj še vse skupaj, ne to delajo, nič me ne moti. Literatura je večplastna, vsak lahko svoj odtenek doda, ampak če smo na slovenski zemlji, potem je dobro v bistvu črpati iz naših korenin. Ves čas pa hočem to povedati tudi ven kot bralcem, da smo enakoredni vsem tako imenovanim velikim narodom, da imamo zelo bogato zgodovino, da živimo na velikem prepihu, hkrati pa na velikem stičišču različnih kultur, da smo bili ogroženi na vse možne načine, Primorci še 3-krat bolj kot pa recimo v centralni Sloveniji, ampak kot je rekel Trubar, stati in obstati. Mi smo obstali, ker pomeni nekaj posebno trdoživega mora biti v Slovencih. Jaz z velikim optimizmom tudi gledam naprej. Življenje pač valovi, enkrat je malo gor, malo dol, ampak še zmeraj smo tukaj. Doktor Šavli, ste ga verjetno tudi poznali, je rekel enkrat, je prav strokovno dokazal, da je 42 podobnih malih narodov, kot smo Slovenci, izginilo iz evropskega prostora. Mi smo pa še zmeraj tukaj. Res, da se radi malo prepiramo, res, da smo radi malo tudi mogoče nevoščljivi in eno drugo, imamo kakšne lastnosti, ampak očitno imamo več pozitivnih lastnosti, da smo se obdržali. Vam povem za konec eno anekdoto, bolj proti koncu želimo verjetno, ne? Ja. Jaz sem kot novinar hodil okrog in enkrat pridem tam gor na Koroško nekam, čisto ob avstrijski meji, lepe hiše, lepi avtomobili, lepi traktorji, vse čudovito. In ko ugasnem magnetofon, pa vprašam tega kmeta, lepo imate, krasno, sem rekel, kaj pa tale faušija, ne, kako je to pri vas? Ja, prav, kar nekako gre, sem rekel, ko? Sem rekel, Slovenci pravijo, da če bi faušija gorela, bi lahko vso zimo koril s tistimi drvmi. Pa prav on, ja, gledajte, takole je stvar, prav, jaz imam lep nov traktor, sosed je bil malo po stran, ker je kupil večji traktor. Prav, jaz imam avto tak srednje velikosti, prav sosed je hotel imeti boljši avto in je kupil večji avto. Prav, jaz sem se zidal hišo 10x10, sosed je zastavil 12x12, prav ima večjo hišo. Prav, faušerija je pravzaprav skupni slovenski napredek. Ker je po bistvu res, ne? Ima še kdo kako vprašanje? Jaz imam kompliment. En kompliment za Čakajte, sam da pripeljem. Za gospoda Sivca, ne? Ko sem vam že prej rekel, ker v Sloveniji si res mislijo, da je več Sivcev, tu se čudijo, kako pa ste toliko groznih knjig napisati, ne, mislim, dejansko ali neč ne spiste, ali kaj, ne vem, no. Slovenija, ja, dobro, sem tu, ja. Ja, to lahko povem samo to, da res so že pisali po časopisih, da 3 Sivci obstajajo. Eden piše besedila, ne, za muziko, eden je novinar na RTV, eden pa knjige piše, ampak še temu, ki knjige piše, pomaga ta hčerka pa sin. Tako da v bistvu je res to, jaz sem bil kar malo začuden, sem res, včasih rečem, da je človek razdvojen, jaz sem pa razstrojen celo, ne, pa vse v eni osebi, ampak mene so naučili doma že delati, rad delam eno in drugo, tudi v službi sem bil med bolj pridnimi, da tako rečem, ker sem hotel imeti mir in sem raje službo čim prej opravil, pa čim bolj pošteno opravil, pa potem delal svoje stvari. Ker se pa tiče knjige, pa veste, to človeka potegne, to gre naprej. To je, ko
ko je prva knjiga išla, ne vem, če kdo toliko star, da je prebiral še Pesem njenih zvonov, to je bila moja prva knjiga, ki je izhajala najprej v Podlisku, v nakladi 12 000, to bi šlo, ne, 12 000. Nekar v nakladi je bila ponatisnjena 5 000, nekar je bila ponatisnjena 3 000. In ko je to šlo toliko med ljudi in ko so kar naprej pisali, mi razni bralci, predvsem pa bralke, s tako lepo pisavo, še zdaj mi skoraj vsak drugi, tretji dan dobim kakšno tako lepo pisance. No in ko to človeka kar nese naprej, ker vidiš, da ljudje radi berejo, sploh ni res, da tako malo beremo, kot pravijo. In knjiga je še zmeraj pri Slovencu, še zmeraj ima enočasno mesto. Ogromno ljudi poznam, ko recimo knjigo, kaj vem, nabavi ali pa si jo sposodi v knjižnici, potem pa to vzame na dopust. Pa in na dopustu imajo, vidim tako, da ljudje po 10-12 knjig in tako naprej. Enkrat sem bil na enem zelo samotnem otoku na dopustu in tam je ena punčka brala mojo knjigo. Ja, takoj sem jo kupil sladoled. In tako naprej, da take stvari se dogajajo. Enkrat se moramo posebej dobiti, pa vam bom cel večer pripovedoval anekdote. Dobro, čeprav na to vprašanje se lahko navežemo tudi, oziroma lahko odgovorimo tako, da ni edini Sivec, ki piše, ne. Imamo prav v naši sredi, smo imeli en večer Počavno, ki je bil tudi pisatelj Sivec, oziroma duhovnik Stanko Sivec, ki je tudi napisal eno knjigo, zelo zanimivo, tudi zelo bogato, tako da ni edini Sivec na edinem literarnem večeru tukaj. Mislim pa, da je bilo v Ajdovščini, da smo videli ta večer. No, kakorkoli, mogoče še malce o načrtih za naprej. Zdaj, ko smo izdali knjigo, ko je prišla knjiga O srečni dom nad zvezdami ven, po manj kot enemu tednu smo morali že iti v ponatis. Torej, v 6 dneh je prvi natis pošel in smo morali iti v ponatis, kar pove veliko o pisatelju, pa tudi o samemu liku Filipe Tarčelja. Potem, zdaj od tega izida je koliko, recimo 3-4 tedne in razmišljamo že o novem ponatisu, ampak vmes je Sivec izdal še eno knjigo, tako da noter piše, da je izdal 176 knjig, dejansko jih je 177 in imamo čas, da smo 177 knjigo izdali tudi v naši založbi in sicer je to knjiga Pika pri Hajdi. In sicer je to otroška knjiga, ki jo lahko tudi tam zunaj dobite in kupite in vam jo avtor seveda tudi podpiše. Ampak, če pogledamo zdaj malo naprej, mi se tudi pogovarjamo o šmarnicah za naslednje leto, imamo ogledanih precej zanimivih likov, ampak, gospod Sivec, kaj vi načrtujete, kaj pišete, s čim se ukvarjate in kaj boste pisali v naslednjih mesecih? Ja, jaz sem zdaj že nekaj let v pokoju. Kot veste, sem napisal veliko teh zgodovinskih knjig, o celjskih grofih, o Karantaniji, o Emoni in tako naprej, pa tudi o tej vaši znameniti burji. Prav presenečen, oziroma prav vesel sem, ko grem čez Hubelj čez, vem, tukaj se je pa ta velika bitka med krščanstvom in poganstvom dogajala in vi ste na takem pomembnem ozemlju, da človek misliti ne more. Zagotovo hodite zelo po konci. Stvar je v tem, da ko sem zvedel za to bitko, v naših učbenikih ni niti besedice nikjer nič. Potem pa so me v Vipavi nagovorili, podobno kot to, da bi na tem napisal malo širši zgodovinski roman in sem napisal z veseljem. Ker zelo rad raziskujem, da zvem nekaj novega sam in če to lahko v eni taki poljudni obliki predam naprej, je zelo, zelo v redu. Res je, išla je tudi ta knjižica o Hajdi. Stvar je v tem, da sem začel izdajati oziroma pisati ne take popotniške, tako rekoč manjše knjige o tem, da obiščem enega pisatelja ali pa pisateljico, nič me ne moti, če že pokojni, ker v bistvu za mene je vedno glavno delo. In v prvi knjigi sem bil pri Astrid Lindgren na Švedskem, v drugi na Finskem in zdaj tretja je tukaj v Švici, ampak za četrto vam obljubim, da bom šel po slovenskih poteh. Urednik me zadnjič malo za ušesa in rekel, kaj pa Slovenci, no in zdaj že pripravljam, Pika bo šla pri keksu bo. Prihodno leto bosta 2 okrogli obletnici Vandotovi, on se je rodil 84 leta,
44 leta je umrl med bombardiranjem na Hrvaškem. In ta njegov Kekec je ravno tako, bi rekel, tak zelo zanimiv ljudski lik, kjer pa je v bistvu vsa ta ljudska domišljija združena. Mene je zelo všeč, ker Slovenci imamo ogromno te pripovedi, takšne in drugačne, ampak to je vse eno bi rekel, eno osnovanje, eno hrepenenje, ena posebna sreča. Nič ne pomeni, nič ni hudega, če so to velikani ali če so škratje, ampak to so neka bitja, ki so pomagala ljudem preživeti. Vsaka dobra vila, vsak škrat, vsak palček, vsak, kaj vem, ajd je nekako tudi po svoje usodno vplival na slovenskega človeka, ker pomeni, Slovenci imamo veliko domišljijo. Danes je zelo dobro bilo nekje zapisano, da pravijo, da ni vil. Seveda so, se verjamemo vanje, ne? Če pa verjamemo, nam pa pomagajo živeti, ker pomeni tudi to je treba nekako te domišljijsko plat človeka obuditi. Jaz ravno pri pisanju, tudi pri Terčelju je to tisto mogoče, ki je malo res razlike, da je malo je okranclano, malo je okrog napisano na mehkejši način in na ta način tudi vi lahko lažje dojamete. Mene je bilo zelo, sem bil zelo prav srečen. Ene 2 dni si bil kar srečen zaradi vas. Ker je gospod... Zelo hitro si srečen. Ampak zelo hitro je to človek naprej pol. Stvar je v tem, da recimo, če je on opazil, ki je pa zagotovo bistveno večji poznavalec Terčeljevega življenja in dela kot jaz, če je on to opazil, da je Terčelj lepo prikazan, kaj hoče še več. Ne? To je v bistvu eno zadovoljstvo, če človek napiše tako knjigo, ne da je samo pri bralcih, ampak tudi pri strokovnjakih lepo sprejeto. To je potem pa verjetno se bomo zmenili za prihodnje leto za kakšne nove večernice. Ne bi še povedal, ampak tudi to, kar je gospod povedal, je zelo dobra ideja. Tudi o tem smo že razmišljali, čeprav o Grozetu je že kar nekaj knjig napisanih. Ne. Jaz imam pa tudi res naprej druge načrte, še z drugimi izdelovalbami, tako da moram malo paziti. Pa, veste, počasi je človek tudi proti koncu že, ne. Tako da, ampak me je včeraj ravno rekel, oziroma v ponedeljek, ko smo imeli predstavitev v Ljubljani in rekel, jaz hodim vsak dan tam gor en hrib nad nam, Sveti Primož nad Kamnikom je to. In mi je rekel, pravi, ti imaš srečo, mi je rekel, da me bralc, ne, pravi, ti imaš srečo, fizično gibljaš, pa še umsko skozi deluješ, ne, pravi, vse ti sploh ne moreš umreti. In sem potem s takim veseljem domov šel, sem rekel, ja, se resno. Res je, da zaenkrat sem zdrav in verjetno bom še kar nekaj časa delal, pa res je tudi, da knjiga nekaj pomeni, no. Včasih kdo knjigo nabal, pa prav bom že to na dopustu ali pa bojo otroci brali pa tako naprej. Ne. Knjiga nas nekako označuje, nas zaznamuje in z njo gremo tudi vsi rodovi naprej. Terčelj v takšni ali drugačni obliki bo živel tudi čez 100 let. Dobro pa je, meni bo všeč to, kar je profesor Albrecht rekel, ne. Pravi, čim več je treba napisati, kar napišite, ne. To je bila tudi velika spodbuda. Ne, da ti nekdo polena vrže pod noge, ampak da ti da eno spodbudo, da je treba delati. Ne. Vsak človek pa napiše drugače. Vsak človek, jaz pravim, vsako pisanje je izraz človekove notranjosti, človekove duše. Jaz pravim včasih takole, mene zelo všeč ta pregovor. Dobremu človeku vse dobro, slabemu vse slabo. In tisto, recimo, tista 2, ki sem pisala grozilni pismi, jaz rekel, ja, revež težko živi, jaz pa lahko živim, kar pomeni, da gremo naprej. Tako, hvala obema Ivanoma. Pred koncem naj povem še to, da vas v prihodnjih dneh vabim tudi k obisku ekranov in sicer naša hiša, če temu tako rečem, ima 3 portale. Eden je iskreni.net, to je družinski portal, kjer je ogromno člankov in zapisov in pogovorov na temo družine, vzgoje, družbe. Potem imamo portal časnik.si, ki je kot nek konglomerat, kjer dobimo vse novice na enem mestu. In potem portal domovina.je, ki je bolj družbeno, politično, gospodarski, tako da vas vabim tudi k obisku tega. Na izhodu lahko dobite brezplačno tudi domovino, in sicer domovino, v kateri je intervju z Ivanom Sivcem.
naslov intervjuja pa je, kako je Ivan Sivec premagal Franceta Bevka. Tako da več vam ne bom povedal, si lahko preberete. Zelo vesel bom, če boste domovino vzeli domov in jo mogoče še komu dali in seveda, če se boste naročili. Nobena stvar ni zastonj. Najlepša hvala, da ste prišli, najlepša hvala našim gostom in seveda tudi organizatorjem oziroma gospodu župniku in župniji Šturje. Srečno. Hvala.